Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, vljudno pozdravljeni na novinarski konferenci Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice industrije sejmov in srečanj. Simbolično začenjamo novinarsko konferenco 5 minut čez 12. Zakaj? Zaradi tega, ker je za nas ura že odbila. Kakšne so bile najhujše posledice pandemije covida za industrijo srečanj in sejmov? Najhujše posledice pandemije so absolutno v tem, da so ta podjetja ostala brez prihodkov, kar pomeni, da več kot 65% upada prometa glede na leto 2019 so utrpela, kar pomeni, da je zraven so jim ostali vsi stroški fiksni, ki jih niso enostavno mogli pokrivati zaradi upada teh prihodkov. Po drugi strani pa seveda največja katastrofa je pa v tem, da so zapustili to dejavnost številni strokovnjaki in sicer skoraj 40% zaposlenih iz te branže je zapustilo jo in tega ne bomo nikoli mogli pridobiti nazaj. Zdaj, vi ste na vlado naslovili nove zahteve, ne? Kaj se bo zgodilo, če vas vlada spet ne bo poslušala? 17. novembra smo poslali na vlado odprto pismo, do zdaj nismo dobili nikakršnih povratne informacije. Res srčno upamo, da nas bo vlada uslišala, kajti tale dejavnost je bila 14 mesecev brez prihodkov in še naprej z vsemi odloki, tudi zdaj v zadnjem kvartalu pričakujemo, da bo temu tako. Če se vlada ne bo odzvala, to pomeni, da bo potem ta industrija enostavno propadla in bomo tako kot pri določenih drugih dejavnostih morali potem tujce najemati in mislim, da je to sramotno za našo državo. Nujno je, da smo vse dejavnosti odprte, seveda z močnim in odgovornim spoštovanjem vseh predpisov, ki nam jih predpisujeta tako stroka kot tudi vlada. Pa vendar, ponovno želimo predstaviti situacijo, v kateri so se znašla podjetja, ki se ukvarjajo z sejmi in različnimi srečanji zaradi epidemije covida. Menimo, da smo bili v obravnavah in razumevanju resnosti težav znotraj industrije strani vlade izpuščeni. Danes zato želimo podati odgovor, kako ohraniti industrijo srečanj in še enkrat jasno povzeti naše zahteve, poslane v odprtem pismu 17. novembra vladi Republike Slovenije, ki je prav takrat pripravljala nov tako imenovani PKP10, kjer pa so nas finančni ukrepi nujne pomoči ponovno zaobšli. Naši predlogi ukrepov so oblikovani za pomoč podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo sejmov in vseh srečevanj, in sicer za čas, ko jim je bilo poslovanje z odloki vlade onemogočene, ter kot pomoč podjetjem skozi zakonske ukrepe za pospešitev in ponovno delovanje te industrije. Kljub posredovanim pozivom in danim obljubam, vlada panoge ob dejstvu, da je epidemija izmed vseh panog najbolj prizadela, še ni prijela nobenih specifičnih pomoči. Za konec vabim pa še besedi generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, magistra Aleša Cantarutija, ki bo na kratko predstavil pomen industrije, ki je nedvomno ključna za promocijo države, pa čeravno je pomen te industrije pogosto neviden, neozaveščen v javnosti. Spoštovan magister Cantaruti, beseda je vaša. Hvala, Marjana, spoštovani kolegi. Spoštovani, mislim, da nikomur od nas tukaj gor ni težko biti te pol ure ali uro ali dve ali tudi 3 ure v teh relativno nizkih temperaturih zdaj pred vami zato, da vam lahko obrazložimo in povemo, v kakšnih težavah se je znašla industrija sejmov in srečanj. Dejstvo je, da smo na Gospodarski zbornici Slovenije seveda ob pomoči in podpori zbornice industrije sejmov in srečanj pripravili predloge ob sprejemanju zadnjega paketa ukrepov za pomoči gospodarstvu ob korona krizi. Nismo bili uslišani, žal. Kakšni so bili konkretne posledice, recimo pri vas, kako vas je prizadela pandemija covida? Ja, najprej moram poudariti, da je veliko negotovosti zadnje 2 leti, ne. Kar se tiče konkretno, kar me je prizadela pandemija, mislim nas, na splošno DJ-je, je, da konstantno se spreminjajo pogoji,
dela, človek več ne ve, ali bi vlagal še v svoj posel, ali ne bi vlagal v svoj posel, ali bi šel celo pač zdaj zadnje čase razmišljam, ali bi se celo prekvalificiral, ali se sploh splača delati to v bodoče, ne? Ker pač ne vidimo konca te pandemije. Tako da, ja. Kaj pričakujete zdaj konkretno? Mislite kot jaz osebno ali mislite kot? Ali kot branža, ali kot vi osebno? Kot branža. Mislim, ja, načeloma bi rad videl, da se zadeve uredijo, da se določijo neki konkretni pogoji, pod katerimi bomo lahko delali, ne. Sej, kot SP-jevec sem prejemal tisto pomoč, ampak in sem hvaležen za njo seveda, ampak to ni, kar si jaz želim. Jaz bi si želel delati, predvsem to. Zdaj mislim, da je tudi fair iz strani države, če nam že omejujejo delo, da nam vsaj nekako pomagajo na nek način. Ne. Tako. Razumljivo je in jasno nam je, da je količina denarja seveda ob tako dolgi krizi, ki traja zdaj že skoraj 2 leti, omejena. Ampak vendarle bi pričakovali, tako kot tudi že v preteklosti, da bi tudi tokrat jasno pogledali številke, dejstva in se reševanja lotili tudi po posameznih panogah. In ta panoga, ki je pomembna za Slovenijo, je ostala doslej neuslišana. Ob krikih, ob željah za pomoč. Na odgovor ali pa odgovor vlade na naše pozive pomoči tej industriji smo lahko slišali tudi, da bodo objavljeni razpisi, ki bodo namenjeni tej industriji. Ne duha, ne sluha v razpisih. Čakamo, pričakujemo, ne dobimo informacije, ali razpisi bodo in v kakšni obliki. Razumemo še enkrat, da so viri za pomoč omejeni. Če so to skozi razpise, naj bodo, ampak naj se vendarle že nekaj zgodi. Industrija, srečanj in sejmo to nestrpno pričakuje. Na nek simboličen način izvedena novinarska konferenca obrodila sadove, res si to iskreno želim in da bomo skupnimi močmi našli rešitev tudi za to, kot rečeno, izjemno pomembno panogo. Najlepša hvala.